Živjo! Danes sledi malo drugačen izziv. 3 dni smo trenirali, danes pa se bomo naučili sprostiti naše telo. V zadnjih letih sem se naučila teči veliko bolj sproščeno in lahkotno. Na ta način porabljam manj energije in tečem tudi hitreje. Po operaciji ahilove tetive leta 2016 sem s pomočjo strokovnjaka delala vaje, s katerimi sem se naučila zavedati svojega telesa in uporabljati mišice na bolj sproščen način. Seveda se tega nisem naučila čez noč in dolgo časa je trajalo, da sem to, kar sem se naučila z vajami, prenesla v tek. V bistvu, šele zdaj, ko pomislim za nazaj, se zavedam, koliko sem napredovala. Zdaj pri teku veliko bolj uživam. Imam pa tudi še ogromno prostora za napredek. Danes vam bom pokazala eno tako vajo za sprostitev in izboljšanje gibljivosti trupa in medenice. Pri teh vajah je najpomembnejše, da si prisoten v trenutku in da se zavedaš svojega telesa. Najprej se uleži na mehko podlago. Sprosti se in začuti svoje telo. Opazuj občutke. Začuti podlago pod svojim telesom. Vzemi si čas. Potem potegni pete bližje k sebi. Prekrižaj eno nogo čez drugo in začni spuščati noge v eno smer. Počasi in mehko. Naj ti pomaga sila gravitacije pri spuščanju. Pri dviganju pa naj ti pomagajo tudi trebušne mišice. Ko te gre, zamenjaj nogi in spuščaj še v drugo smer. Samo toliko, kolikor gre. Nič ne delati na silo. Naredimo korak, dvignemo roke nad sabo in damo dlani skupaj. In spuščamo roke v eno smer. Samo toliko, kolikor gre. Ne sme boleti. Še v drugo smer. Čim bolj mehko in tekoče. Zdaj pa povežemo oba koraka. Prekrižamo noge in dvignjenimi rokami. Noge v eno smer in roke v drugo. Povedivati čim bolj mehko. Pomenjamo noge, gremo v drugo smer. In počasi in bolj potrpežimo. Celo telo mora delati čim bolj vztrajno. Na koncu se spet uleži in opazuj občutke na svojem telesu. Upam, da nam je vaja pomagala, da ste se sprostili in umirili. Zdaj pa k nagradnemu vprašanju.
Odlične vaje za izboljšanje gibljivosti prihajajo tudi iz pilatesa. Kdo pa je ustanovitelj pilatesa? James Naismith, Joseph Pilates ali gladiatorji? Odgovor zapišite spodaj v komentar in se vidimo spet jutri v 5. izzivu.